tokrat v občinskem informatorju. V Sveti Trojici spremembe pri krožišču Grič. V Kungoti postavili klopotce. Tekmovanje s Pony Ekspresi v Jakobskem dolu. Županja Mute o pregledu stanja po petkovem neurju in nadaljnjih ukrepih. V Radencih še odpravljajo posledice poplav. Na Ptuju iFIL Slovenija Food Golf Open. Lepo pozdravljeni. Gradnja krožišča Grič v Sveti Trojici se skoraj da končuje. Tudi obeta se pomembna sprememba pri kraku, ki vodi v smeri Lenarta. Župan Svete Trojice David Klobasa pojasnjuje, kaj bodo zdaj naredili. Obsežen projekt izgradnje krožišča Grič, ki ima več krakov, je skoraj zaključen, pa vendar so se pred dnevi na občini Sveta Trojica usedli župan, predstavniki Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, projektanti in nadzorniki zaradi izvoza proti Lenartu in drugih odprtih vprašanjih. Izkazalo se je namreč, da je ta krak preozek. V bistvu smo ves čas opažali, da bo najverjetneje preozek ta krak. Me pa veseli, da smo kljub opozorilom in prizadevanjem na koncu le dosegli širitev tega kraka, ki se bo zgodilo v naslednjih 14 dneh. Krak bodo razširili za slaba 2 metra in s tem omogočili normalne zavijalne krivulje in nemoteno srečevanje dveh vozil. Zaključek del ostaja 17. avgust 2024. Projektantsko rešitev bo pripravil projektant. Ugotovila se napaka v samem projektu, kljub temu, da je bil projekt 2-krat recenziran na državi, vendar pa če do takih napak pride, veseli me, da smo končno bili složni in enotni o tem, da je krak absolutno preozek. Za izgradnjo krožišča so se odločili iz 2 razlogov. Po eni strani zaradi pretočnosti, na prvem mestu pa zaradi varnosti. Zelo nevarno križišče že predtem. Marsikateri tisti, ki se prvič pripeljal v Sveto Trojico, ni vedel, kdo ima tam prednost, ker je šlo za tako res specifično križišče. Seveda pa krožišče po eni strani počasnjuje promet in s tem pač zagotavlja tudi višjo varnost. Vozniki morajo biti še vedno previdni pri izvozu za Radgonsko, tam je semafor zaradi gradbišča na cesti. To je za samo grobi asfalt. Do 17. avgusta se bo še fino asfaltiralo. Tako da končno kaže k temu, da bo zadeva končana. Me pa veseli in ponovno pozivam tudi občane in pa vse udeležence v prometu, da skupaj ustvarjamo pametno kulturo vožnje. Pri sanaciji zemljišča pod krožiščem in ob izgradnji krožišča so naredili tudi širši pločnik, kjer je manjša ploščad z razgledom na Trojiško jezero. Jaz sem prepričan, da smo v zadnjih 2 letih naredili uspeli dogovoriti z državo 2 večji investiciji, se pravi na eni strani krožišče jug in pa zdaj krožišče sever. Vmes nam torej ostaja še staro trško jedro, ki ga si želim v naslednjih letih prav tako razvijati in ga posodobiti, predvsem pa sanirati vse, kar več ne služi. Zaenkrat in tudi potem pa velja, da se je treba voziti proti krožišču Grič in v njem previdno in počasi, saj ima več krakov, v katerih se vozi v križišče in iz njega. Ob vinogradu pri cerkvi v Spodnji Kungoti so postavili 3 klopotce. Pri tem pa poskrbeli za program, ki je dobro nasmejal obiskovalce prireditve. Poglejmo. V Spodnji Kungoti ob cerkvi v tem času vsako leto postavijo klopotce. Tudi letos je bilo tako. Enega so lastnik kot PDG Spodnja Kungota, pomeni gasilci. Enega imajo upokojenci, gospod Stane Bukovnik. Tretjega pa postavlja Mirko Škofič kot vinogradnik, naš vinogradnik v okolici. Kot tradicionalno so gasilci, ki so postavili prvi klopotec, ob tem zapavali občinstvo. Zato je najboljše, če imamo taki red, košati red, da se obrne v veter noter, pol pa vdari gor macleki po deski. Ja, kaj pa se te rešite zdaj? Kaj narobe? Postavitev klopotca je vodil Drago Korade. Sem pristaš tega ob teh neprijetnih, negotovih časih, da se ljudje vse malo sprostijo, je prav, da na nek način šaljiv poskušam z ekipo gasilcev in drugimi pripraviti tak program, kot ste ga sami tudi videli, da potem
vsaj tisto urco pozabijo na vsakodnevne tegobe, ki nas čakajo. Tako da ta šaljiv način šejki navad že nekaj let prečnemo in si vedno vsako leto nekaj novega zmislimo. Mirko Škofič iz Spodnjega Dobrenja je že 16 let skrbnik vinograda. Sam je bil tudi pri postavljanju drugega klopotca. Ta klopotec se uvršča med haloške. Pravzaprav smo mi začeli z klopotcem v tej regiji. Mi smo pričeli z leta 2002 z mobilnim klopotcem. Smo šli z traktorjem, prikolico, z muzikanti od vinograda do vinograda, do vasi, do gostilne nazaj. Kut Lipa se pa je priključila z letom 8 ali 9. Tako je smo zastalo, da so se še oni pridružili z kulturnim programom. Nastopili so pevci in pevke, pa skupina Jurovski gadi, zaigrala je tudi kungoška pleh muzika. Vedno se poskušamo pripraviti program, da je malo na šaljiv način, da se nekaj dogaja, nekaj domačini zapojejo. Letos so sodelovali Društvo upokojencev Spodnja Kungota, ki so natrenirali 2 pesmi in mislim, da so zelo lepo odpeli. V hiši ob vinogradu pa so postavili še razstavo Klopotec v vetru in slikarske umetnine. Sedaj pa v Jakobski dol, v Pesnico pri Mariboru, kjer so letos tradicionalno priredili Vojkov memorial. Zbralo se je skoraj 30 tekmovalcev, no preverite, kako so se imeli. Kulturno društvo Mi Jakob je že tradicionalno izvedlo tekmovanje s poniji v Jakobskem dolu. Tako vsako leto smo tudi letos pripravili ta memorial za mojega brata Vojkota, ki je to že včasih v starih cajtih prirejal s trobrdinci pa dvobrdinci. Zdaj pa mi to smo malo spremenili na poni eksprese in to že kar 17 let, 17. tekmovanje pa 15. memorial Vojkotov. To mi je nekako mi je to fajn, prijetno, takrat mislimo vsi na njega, pa na našega prijatelja Sineja, ki je točno ta današnji dan pred 5 leti umrl. Med tekmovalci smo zasledili tudi župana občine, ki se je odlično izkazal. Sem kar ljubitelj teh starodobnikov in tudi teh starodobnih mopedov, tudi poni ekspresov, puhovih. In pred 5 leti sem dal eno obljubo in takrat se moram tudi držati. Najprej je nastalo vse skupaj, bi rekel, iz heca, vendar kot vidimo, so organizatorji se tega resno lotevajo. Zato se tudi mi, potem tekmovalci, te spretnostne vožnje, smo potem tudi vedno bolj resni in je prav, da se tega udeležimo in damo podporo tudi našim društvom v občini. Med gledalci pa je bila tudi žena pokojnega Vojka. Ta dogodek gleda malo čustveno, ker je to memorial mojega moža. On je bil ustanovitelj tega in zato pa zdaj se vsako leto ta Igor, ko organizira, pa je brat od mojega moža in da sem vedno tu in sem vesela, da se to dogaja. In kakšne spomine nanj ima njegova vnukinja? Bolj sicer kratke, ampak lepe. Tudi kako smo se vozili z mopedom, na mene pa sestro, no je dal obedve na moped, pa smo se pelali po Jakobu. Nekateri se tekmovanja redno udeležujejo. Seveda pa je zelo pomembno, da sodelujejo tudi poniji in užgejo. To so kar precej že stari. Začeli so je delati nekje okrog 72, 73, 74 leta. Pa upam, da bo danes dobro šli. To druženje je le eno izmed mnogih, ki jih prirejajo v društvu. Skupaj gremo na kakšno žegnanje, ko imamo tu okoli naših krajev. Tako da kar nekajkrat, pa tudi bili smo že večkje na morju, Novem Sadu in podobno, večkje. Pa tudi drugače, ali v prostem času za prevoz uporabijo kar ponija? Pogosto zdaj, ko je poletje, rečemo vsaki teden vsaj enkrat sem malo na njem gor, tako da malo po domačih krajih, malo se zapeljem, pa da vidim svoje domače kraje. Tekmovalci so se pogumno podali na pot. Ta je bila sestavljena iz mnogih ovir. Med drugim pa so se morali preizkusiti tudi v znanju košarke in nogometa. Nagrada za zmagovalca je bila nova guma za ponija in ta je pripadla ravno Vojkovem bratu, organizatorju tekmovanja. Po dobrem tednu dni pa je že bolj jasno, kolikšno škodo je naredilo neurje na območju občine Muta. Voda in material, ki ga je nosila, sta po besedah županje povzročila pravo razdejanje in veliko škode. Županja nam je tudi povedala, kako je bilo ter kako se lotevajo analize in sanacije. No, poglejmo pa podrobnosti.
V petek 19. julija zvečer je bilo hudo neurje tudi v občini Muta. Prišlo je hitro in silovito, takoj so se sprožili klici po intervencijah z obvestili, kaj se dogaja. Občani sami so nas obveščali, da smo zagotovili prvo zaščito cestnih delov, ki so bili najbolj ogroženi. Seveda pa so občani sami, sploh kar se tiče naselja Gortina, takoj v tistih trenutkih, pa že tudi prej, ko so videli, da se pripravlja k tej nevihti, nekako bili v pripravljenosti dobesedno in z svojim lastnim delom tudi veliko pripomogli, da je ta hudourniški del, ki se nekako steka v naselje Gortina, v ta ulični sistem, lahko tudi ta odvečna voda nekako tekala preko tega meteornega sistema, koliko se je seveda sploh dalo odtekati. Po koncu neurja pa se je videlo, kako hudo je bilo. Šlo je za večje količine naplavljenega materiala, tu govorimo o predelu Gortine, ko je hudourniški narasle vode v hudourniku, so preko 300 kubikov materijala nanosile dobesedno v zaledje oziroma za hiše in pa seveda imele to rušilno moč, da so potem se iztekale z vso to gmoto zemlje, lesa in teh odplak naravnih na glavno cesto, državno cesto G1, kjer je seveda posledično tudi potem nastal problem z samo prevoznostjo te ceste. Težave so imeli tudi drugje po Muti. Glede na celoten obseg je županja napovedala postopno sanacijo. Sprotno smo pridobivali informacije, katere so te lokacije, potem nadaljevanje v soboti in potem še tudi v nedeljo so se strani koncesionarja tudi uredile zaščite na cestah. Ogledi so se opravili nekaj že v soboto, tudi v nedeljo in pa seveda skoncentrirano sedaj v ponedeljek, torek. Hudo prizadet je bil tudi Koparčev graben, kjer so morali začeti izvajati intervencijska dela. Skupna škoda je bila visoka. Trenutno znaša približno več kot 380 tisoč evrov. Tukaj je všteta ta intervencija in pa tudi predvidene sanacije, ki so na gospodarski javni infrastrukturi v cestnem delu, kjer so izplute brežine, kjer so uničeni propusti. Seveda, kot sem pa že v začetku tudi omenila, nanosi materijala so v večini že odstranjeni, nekaj malega je še zaščistiti. Seveda v prvih dneh, ko je bilo vse to mokro in pa težko, nismo mogli tudi tega izvesti. Tako da ta največji del na Gortini se nekako že rešuje, so te naplavine tudi odstranjene. Poudarila je, da bodo veliko dela imeli na gospodarski javni infrastrukturi, predvsem na cestah, in potreben finančni vložek same občine za sanacijo. Županja pa opozarja. Po zadnjih informacijah niti ne bo ocena škode tako velika na državni ravni, da bi bila ta nesreča razglašena tudi za naravno nesrečo na državni ravni, zgolj na regijskem nivoju. Tako da mislim, da nažalost bo to strošek oziroma ne nažalost večji del strani občine same. Izpostavila je, da so že lani imeli hudo neurje in da je takrat pustilo posledice na hudournikih na lokacijah, ki sicer lani niso bile tako hudo poškodovane, zdaj pa so se težave poglobile. Dejansko se je izkazalo, da se stanje z vsako naravno nesrečo samo slabša. Tukaj je neka taka kompleksna zadeva od samega gozdnega reda v gozdovih do upravljanja na vodnih telesih, na hudournikih. In tukaj mislim, da moramo pristopiti z bolj kompleksnim načinom reševanja problemov, da preprečimo, kot pravijo, bolje je preventiva kot pa kurativa, da take zadeve, da taka stanja seveda omilimo in da je te škode čim manj. Pred kratkim so tako zaledne vode prišle v dolino, v hribih so naredile škodo na cestah, prepusti so bili sicer odčiščeni, a vode je bilo preveč.
v dolini pa se je tudi videlo veliko škodo. Razumem občane in tudi njihove pripombe, seveda pa na eni strani tudi nekako tudi hkrati za razumevanje, da občina to rešuje postopoma, koliko se da, seveda neurje je pa čisto najslabše oziroma najbolj grozno, kar lahko pride, in v tistih trenutkih se izkaže, da pa vseeno znamo stopiti skupaj, tako domače gasilsko društvo kot koncesionarji na cestah, kot pogodbeniki, ki so takoj pripravljeni sodelovati, pomagati, in pa tudi občani sami, ko v teh težkih trenutkih dobesedno poprimejo za orodje in tudi pristopijo k samim delom. Pravi, da je vse to pomagalo 19. julija, ko so skupaj stopili tudi na Pernicah in drugod. Prav tako tudi v naslednjih dneh, ko je bilo treba naplavljen material odstranjevati in čistiti. Upa, da bodo zdaj naredili oceno in analizo, da bodo lahko čim bolj učinkovito rešili vse in hkrati v prihodnosti dobro preventivno ravnali. Tako letošnje junijske kot tudi lanske poplave v občini Radenci so povzročile škodo. No, župan te občine izpostavlja, kako se trudijo, da bi zbrali denar, ob tem pa naprošajo za pomoč tudi državo. Nedavne poplave v občini Radenci so povzročile škodo. Župan Roman Leljak pa opozarja tudi na sanacijo po lanskih poplavah. Mi že od lanskih poplav avgusta pa letošnjih junija poskušamo v okviru proračuna reševati, koliko se da reševati. Naprošamo državo, da nam tukaj pomaga, ampak žal v tem trenutku do 1 evra še nismo prišli. Torej ne dobimo niti tistih 40%, kar so dobili ostale občine za sanacijo teh zadev, mi tega nismo dobili. Sedaj nam nekaj obljubljajo, ampak vprašanje je, v glavnem smo prepuščeni samemu sebi. Ob tem pa omenja visoke stroške. Govorimo o stroških, ki presegajo 1,5 milijona evrov. Občina Radenci tega denarja nima. Sedaj klestimo razne investicije, skušamo to reševati skozi redno vzdrževanje cest, skušamo to reševati vsaj tiste poškodbe na omrežju vodovodnem in kanalizacijskem z omrežninami, ki jih plačujejo občani, na vse razne načine, da bi prišli do rezultatov, da bi čim prej obnovili vse tisto, kar nam je poplava naredila škode. Zaenkrat moram povedati, da niti ljudje, kmetje niso dobili nobeno škodo, da tudi občina v Radenci ni dobila škodo nobena in da tukaj res ne čutimo pomoč države oziroma te obljube. Upam, da se bo izpolnili, da bomo ta denar dobili, posebej še zdaj, ko smo pač junija imeli še en del občine, še posebej Boračevo, še posebej potopljeno. Sicer so po teh poplavah prizadetim občanom namenili takojšnjo pomoč. Smo 40 ljudem, ki so bili najbolj poplavljeni, izplačali po 1000 evrov pomoči, zato da bi vsaj tisto osnovo si lahko kupili, hladilnike, ne vem, pralni stroje in tisto, kar za vsakodnevno rabijo. Ampak vse to ogroža proračun in ogroža neke druge projekte. Vi veste, da smo tukaj občine namenjene tudi za sodobno in kvalitetno vodenje vrtca, osnovnih šol in vseh ostalih. Pri tem pa poziva občane oziroma gospodinjstva, ki so letošnjega junija v Radencih in Boračevi bili prizadeti zaradi neurja, da škodo prijavijo naprej, lahko pa se obrnejo tudi na njega, zbira namreč še slikovni material. Za na konec pa še k športu. Na Ptuju se je pred tedni odvil mednarodni turnir iFeel Slovenija Foot Golf Open Ptuj. Poglejmo podrobnosti. Na golf igrišču na Ptuju se je odvil turnir iFeel Slovenija Foot Golf Open. Priprava za to, da naslednjo leto naredimo še korak više, turnir še mogoče malo večjih razsežnosti. Dejansko že letos, vsako leto rečemo turnir presežkov, vsako leto se trudimo, da dejansko Foot Golf v Sloveniji organsko raste, da zaznamo na teh velikih turnirjih in tudi ta manjši slovenski Foot Golf ligi nekje tam 20% rast
Letos se je tekmovanje udeležilo 10 držav in kar 150 tekmovalcev. Ti tekmovalci prihajajo iz okrog 10 držav, kar pomeni, da tudi širijo glas Ptuja v svojih državah, v svojih mestih in s tem avtomatsko imamo te danosti, ki nam jih nekako ta celoten turnir doprinese in to nas zelo veseli, da v bistvu drug drugemu vsak na svoj način si pomagamo. Veseli so, da je zanimanja za fudgolf vse več, predvsem pa ponosni na svoje igralce. Cilj FFG je jasen. Strateški cilj so olimpijske igre. Mi ciljamo na Brisbane, da bi se uvrstili lahko na olimpijske igre. Delamo vse v to smer. V bistvu smo v fazi širitve iz 40 držav. Trenutno v lupu jih imamo še dodatnih 30, tako da zrastemo na minimalni kriterij 60 držav, kjer mora biti fudgolf prisoten. Pove, da se nenehno trudijo izboljševati to področje, iz faze rasti prihajajo v fazo stabilizacije. Da ima Slovenija, glede na to, da imamo 16 golf igrišč po vsej razporejenih po vsej državi, 7, eno se še odpira, ki je razvito za fudgolf, da imamo res odlične možnosti za razvoj fudgolfa. Slovenija je res država s športnim srcem, se ponašamo s čudovito res naravo, športno infrastrukturo, vrhunskimi športniki, ki nas vsak dan razveseljujejo. Vsi ti atributi krepijo podobo Slovenije. Fudgolf je totalna produkt, ki je zanimiv. Zakaj? Če mogoče golf težko prodira v mentaliteto ljudi, da je to nek široki šport, čeprav je pa nogomet tisti, ki ga seveda pozna cel svet in da fudgolf je čez nogomet in čez to lažje mogoče približati tudi mladim. Tekmovalci so igrali v težkih razmerah, saj je bilo igrišče na določenih mestih pod vodo, a so vsi tekmovalci zaključili 18 lukenj. Zmagovalec med mladinci je bil Matic Podgoršek, zmagovalka med dekleti Lucija Čermakova. Najboljši član fudgolf kluba Ptuj je bil Dalen Simonič Dabič, ki je bil 4. v moški članski konkurenci. Od Ptujčanov se na drugo mesto med veterani uvrstil Miran Perič. To je za danes v oddaji Občinski informator. Vsem, če želite biti dobro informirani, spremljate naša spletna portala lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep preostanek tega dne in nasvidenje.